Meira Hot. Ko sem razmišljala o njenem vpogledu, jaz nisem imela visokih pričakovanj. Nekako sem imela občutek, da bo ta vpogled dosti dolgočasen. Ampak edina stvar, ki me je v bistvu gnala naprej in mi dajala motivacijo, je dejstvo, da je Meiro Hot predlagal pravzaprav Janez Janša. In če je Janez Janša predlagal, naj naredimo pogled za Meiro Hot, sem si mislila, da je skoraj nemogoče, da bi to bil en navaden, dolgočasen vpogled. Pa vseeno sem imela dvome. Ampak, ko sem jaz prišla v njen energijski svet, je mene skoraj kap. Zdaj, kako jaz pridem v energijski svet neke osebe? Najprej se udobno namestim, dam si neko meditacijsko glasbo, začnem z nekaj vdihi in izdihi, da umirim svoje misli, telo in duha, potem pa se z energijo dvignem iz telesa, začnem potovati proti nebu, potujem v vesolje, do konec vesolja, tam je taka neka energijska membrana in ko se prebijem čez to energijsko membrano, pridem v tak breztežni prostor, sredi katerega gori velika bela mogočna luč in ta velika bela mogočna luč zame predstavlja stvarnika, stvarstvo oziroma vse, kar je, in v tej beli luči smo doma vse duše tega sveta. Potem se jaz odpravim v to belo luč in ko vstopim vanjo, pridem v tak dolg bel hodnik. To je Tea Lumina hodnik. In by the way, če si tudi ti želiš izkusiti to potovanje, če te zanima, kako to izgleda in kakšni so občutki, ko greš ven iz telesa, ko potuješ po vesolju in prideš v to belo luč, sem pripravila eno tako full fine vodeno energijsko potovanje, traja 45 minut, narediš ga v udobju svojega doma in ko pridemo v to belo luč, te odpeljem v sobo spoznanj. To je taka posebna soba, kjer ti lahko odprem portal, ki te pelje v tvoj notranji svet, tako da potem tudi dobiš priložnost, da raziskuješ svojo osebno, avtentično energijo. Če te kaj takega zanima, spodaj v opisu je link, kjer si lahko prebereš več, cena pa je zelo, zelo, zelo dostopna, ker sem res to želela odpreti možnost tudi tistim, ki so skeptični ali pa popolnim začetnikom, tako da je res praktično skoraj zastonj. Ok, če te zanima, imaš spodaj, gremo naprej. Pridem jaz torej v ta bel hodnik, potem je tam komorna soba, kjer se energijsko prečistim, da prečistim pač svojo energijo, pač karkoli, kar bi lahko negativno vplivalo na sam vpogled. Ko je energijsko čiščenje zaključeno, pa grem v kabinet k mojemu vodniku Leonu. Ta vodnik mi pomaga priklicati energije tistih oseb, za katere želim narediti vpogled. Jaz sem Leonu rekla, da bi danes naredila vpogled za Meiro Hot. Vpogled sem delala v sredo okrog 12, končala sem pa okrog 1. Sreda je bil datum 13. maj. Torej, jaz mu povem, da bi rada naredila vpogled za Meiro Hot in on jo je poklical na hodnik. Ona je takoj prišla na hodnik, kar je super znak. Ko sem tudi jaz potem prišla na hodnik in jo tam videla na koncu, kako me čaka, mi je bilo ful smešno. Zato, ker je ona je bila tam, tako je stala, imela prekrižane noge, imela prekrižane roke in z nogo je tako teptala, čutilo se neko nestrpnost, s pogledom pa je tako kar malo jezno gledala tako gor in naokrog, ne. In nekako sem dobila občutek, da njej res ni v interesu biti tukaj, ampak da je skoraj nekako bila prisiljena v to, da pride sem, zato ker če ne bi prišla sem, bi s tem na neki način dokazala, da so neke, dajmo reči, govorice o njej resnične, ker pa je prišla sem, je hotela dokazati, da te stvari, ki se govorijo o njej, niso resnica. Torej, na neki način je videla priložnost, da se tle dokaže, ampak hkrati se je zdelo sploh butasto, da mora iti čez to in tudi nekako se je čutilo, da nima glih najbolj velikega zaupanja v moje delo, oziroma je bil prisoten tudi pri njej nek strah, da jo bom mogoče zdaj hotela jaz ful nekaj razgaliti, očrniti, na neki način jo predstaviti v neki slabi luči
in je imela to nestrpnost pri tem, zato da pač ostane dovolj močna in da se prova prebiti čez te izzive s čim bolj dvignjeno glavo in da pride ven iz tega izziva z dobrim dostojanstvom oziroma pač, da je čim manj razgaljena, dajmo tako reči. Zdaj, ko sem jaz stopila do nje in sem jo pozdravila sem jo tako, čau Meira, hej, evo, si pripravljena? Se je tako kar malček je obstala in pol je tako kar nekako zajokcala. In zdaj ta jok se je čutil kot jok odrešitve, ker ona, ko je začutila mojo energijo, je dojela, da jaz nisem prišla sem, da jo bom z nekaj razgalila, raztrgala, ne vem, očrnila, ampak da sem čisto tako radovedna, da se bomo imeli ful fajn, da bo ful zabavno, da nima kaj skrbeti. In v bistvu ta topel občutek je v njej spodbudil to čustveno reakcijo, da se je tista napetost lahko sprostila. Ok, ko je ona prišla k sebi, to je trajalo tako, ful malček, lih malček je zajokcala. Ko se je ona potem sprostila in se mi nasmehnila in tako pokazala neko navdušenje, sem jo povabila, da stopi z mano gor po teh polkrožnih stopnicah, ki nas vodijo v okroglo sobo. V tej okrogli sobi na sredini gori tak beli snop svetlobe in ta beli snop svetlobe pač te potem odpelje v belo sobo. Ta bela soba pa je zasnovana tako, da potegne iz tvoje energije vsa potlačena čustva, ki te v tem trenutku najbolj ovirajo v življenju. Jaz sem ji to lepo razložila, ona se je zdela, da je pripravljena sodelovati, se pravi, je sodelovala, je bila videti nekako investirana v dogajanje, tako da sem ji rekla, da ko bo pripravljena, lahko stopi v ta beli snop svetlobe in bo pač šla gor v tisto sobo. In ona to tudi naredila, res gre notri, pride ona v to belo sobo in zdaj, ko ona prišla sem v to belo sobo, je bila malček tako napeta, ker ta soba je res taka čudna. Cela je bela in vse, kar je notri, je miza pa 2 stola, ki sta tudi čisto bela. In je tak nek občutek jasnosti, ampak hkrati kar nek občutek, da ne veš, kaj se bo zdaj zgodilo, kje bo od nekje nekdo preletel ali pa kaj takega. Čutilo se je, da je ful napeta in je tako tudi s pogledom ful tako gledala naokrog, kaj se bo zdaj zgodilo. Čutilo se je v njej, da je v nekem takem krču pripravljenosti, kot da nikoli ne ve, kaj bo zdaj priletelo v njo in mora biti pripravljena na vse, na vsak pretres, na vsako kritiko, na vsako pritožbo, na vsako obsojanje. Ona se je ful dobro držala. Tako, videlo se je, da ima to čustveno moč, da zna obvladovati svoja čustva. In ko vidim, da nekdo dobro hendla situacijo, imam jaz spodaj pač tako nadzorno ploščo z nešteto gumbi in potem jaz lahko to se malček igram, pa dvignem energijo, naredim bolj močno, bolj intenzivno, kakorkoli. In jaz tam pač res en gumb tako malček začnem vrteti, da se ta intenzivnost bele sobe ojača. In takrat so začele stene in tla so tako začele tako nekako kot neki baloni so gor prihajali tako, mislim, taki, kot da bi vrela ta voda, ne, tako tako je vse delalo. Meira Hot je v tistem trenutku bila vse bolj napeta, ampak ona je ful dobro hendlala situacijo. In nekako sem bila že na tem, da bi jaz to še malo pojačala, ampak ko sem bolj podrobno preučila njeno energijo, sem začutila, da če jaz še malo pojačam tole intenzivnost, da bo Meira kabum eksplodirala. In seveda pač ženske se podpiramo, ne bom jo zdaj zanalašč nekaj maltretirala, ne, sploh zato, ker ona je Primorka, jaz sem tudi Primorka in nekako sem čutila neko sočutje, oziroma nisem jo hotela zdaj neki, ne vem, pač ženske držimo skupaj, Primorke pa tudi ne. In tle sem dobila idejo, da bi šla jaz tudi gor v to belo sobo
In na nek način ali da ji pomagam iti čez neke izzive, ali pa da jaz prevzamem del njenih bremen. In res jaz to malček ojačam, grem v to belo sobo. Zdaj, ko sem jaz prišla gor, se je Meira tako malček zdrznila in me opazovala. Ampak isto sekundo, ko sem jaz prišla v to belo sobo, mene je začelo tle v prsnem košu ful stiskati. Ampak to je bila taka grozna bolečina, pa čutila sem jo samo na energijskem nivoju, ne na fizičnem telesu, ok? To je bila taka grozna bolečina. Jaz sem začela tam tako prosim. In tako padam jaz dol, se sedem na kolena in Meira me tako gleda in ni vedela, kaj narediti, ni gledala, če je kaj kakšen rdeč gumb, da se to ustavi, ne, pač ni vedela, ali bi me reševala, ali bi kaj bi naredila, ali ona je bila čisto tako malček v paniki, jaz pa še vedno tam naprej. In ko sem bila na vseh 4 dol, ko sem prišla do unga najhujšega trenutka bolečine, se je iz mojega prsnega koša iztrgala neka temna energija in šla nekam tam gor. V tistem trenutku sem začutila neko olajšanje, ampak hkrati sem izgubljala zavest in kar naenkrat sem zaspala. Pol pa kar naenkrat prizor, vidim se na bolniški postelji, nekdo teče, poriva mojo posteljo, bil je to zdravilec Bogdan. Zdravilec Bogdan je v bistvu vodnik, ki mi pomaga pri energijskem čiščenju teles. On obvlada vse te čakre, on zna urediti vse to, da vse funkcionira, zaščite, čiščenja, vse to. On me je vozil na tem vozičku po nekem hodniku, bila je ful neka akcija, in spet nov kader, vidim se, kako ležim v tej bolniški postelji, v bolnici, infuzija mirno kaplja, na prstu sem imela tisto neki zamiriti utrip ali kaj že. In jaz tako ležim in pač čakam. In pride Meira Hot k meni na obisk. Ona je prišla s tako srčno energijo, čutilo se je neko pač sočutje, neko željo po tem, da vidi, kako sem, neko v bistvu tudi morda slabo vest, glede tega, kaj se je zgodilo, pa nek strah, neko pač prišla je pokazati to neko materinskost oziroma nežnost. Ona pride do mene, mi da tako roko na ramo. Čau, Teja, kako si? Si v redu? Si boljše? In jaz sem rekla, ja, gre, dobro sem, hvala. Evo, izvoli. In mi da tako en tak velik šopek rož, tak res velik. In to je bilo vse polno rož notri različnih. Prav tako, ko sem dala glavo notri, prav sem imela občutek, da sem v nekem, ne vem, loncu cvetja, ne vem, tak je bil feeling. Potem jaz ta šopek dam tam na nočno omarico v vazo. In ona mi reče, Teja, veš, jaz sem malček premišljevala in lej, ko se boš boljše počutila, ko zdraviš, ko prideš ven, te lahko spustim v moj energijski svet, če si to želiš. Ko je ona to rekla, jaz sem bila zdrava, jaz sem strgala to infuzijo, jaz sem skočila na noge, jaz sem bila, ja, gremo. In ona je bila, ma si ti ziher, daj se najprej pozdravi. Ne, jaz sem zdrava, gremo. Yes. In ko je videla, da mislim resno, sva se primile za roke in v bistvu takrat sva začele teči pač naprej po nekem hodniku in sva se spremenile v 2 majhni deklici, v otroke praktično. In pol so bili taki hitri prizori, ko sva bile na nekih gugalnicah, sva se smejali, ful so bile take best friendice, ful so se dobro ujele. In potem sem videla, kako smo bile kar naenkrat najstnice in spet tako ful zaveznice, take močne zaveznice in sva tako nekako po hitrem postopku odraščale, pol pa kar naenkrat pridemo v ta njen svet. In pristale smo, pač bila je ena visoka suha trava. To je vse, kar sem jaz pač v tistem trenutku videla. In
jaz, ko sem tako pogledala, sem videla, da je tam zraven gre ena taka peščena pot, makadamska pot. In sem rekla, o super, glej, gremo sem na to pot, pa bomo hodili naprej, bomo videli, kam bomo prišli. In mi dve hodimo po tej peščeni poti in hodimo. Jaz sem imela obute superge, ona pa je imela obute petke. In to one petke štikljene, se pravi one petke, ki imajo tako ful tanko petko. In logično, s takimi čevlji po Makedamu lih ni udobno hoditi. In ona je tam hodila, ko je ena polomljena kamela s temi petkami. In jaz pač tako normalno hodim ob njej in jaz gledam, kako se ona tam vsa tako lomi s temi štiklami. Pa ji rečem, kaj se ne bi ti rajši obula superg? In ona meni, ne, jaz sem pa fina dama, jaz sem pa imela petke, ne, to se spodobi. In sem ji rekla, ampak na takem terenu bi ti bilo ful lažje hoditi v supergah, ne. In pol je stopila na en kamenček in se je tako ful zvila dol in takrat je rekla, ok, si bomo obula superge. In res ona vzeme superge, te štikle tam vrže in tako mi dve hodiva in ona meni reče, ma veš, v supergah se jaz ne počutim tako seksi, jaz sem rada seksi. In sem ji jaz rekla, mislim, bolj si seksi tle v supergah, kot pa da hodiš kot polomljena kamela, oprosti. In pol je bila ona tako, ne, tako nekako, so imeli eno tako zanimivo interakcijo, pač meni je bilo to ful smešno. In mi te hodiva in kar naenkrat mimo najnih glav preleti metek. In v tistem trenutku smo obe v šoku, kaj je zdaj to. In tam je bil en tak lesen zabojnik in so se skrile za ta zabojnik. Počepnemo spodaj. In ona meni, o moj bog, ja, to sem pričakovala, sem vedela, da bo tako, zdaj ne vem, kaj narediti, jaz ne vem, kaj narediti. In sem rekla, ok, čakaj, da vidim jaz, kje smo mi dve to sploh. In jaz tako počasi dam glavo iza zabojnika, da si ogledam pokrajino. In ko sem jaz videla, kje smo mi dve, mene je skoraj kap. Ta svet je bil zelo, zelo podoben enemu svetu, ki sem ga obiskala 3 leta nazaj. Tisti svet, takrat sem ga obiskala za eno svojo klientko in tam sem doživela en tak težek izziv. Bil je to zelo, zelo težek vpogled. Pač jaz sem bila, takrat so mi šle neke misli po glavi v smislu, zakaj smo zdaj v tem svetu, pa ta svet je od druge, pač od klientke, moram za telefon potiho, ker mi nos nekaj zvoni. Pa od te druge klientke, ne, zakaj smo zdaj v tem, a je to povezano, ni povezano, a bom se spet mogla soočiti s to črno luknjo negativne energije. Ker namreč v tem svetu sem jaz naletela na nekega generala. In ta general je bil cel črn, ampak je bil v bistvu luknja. Je bil kot nekakšen portal, ki te pelje v najhujšo možno, pač ne vem, najbolj bed scene, najbolj bed energije. In ljudje se bojijo hudičev. Hudiči so igračke, satani, demoni, to so vse igračke. Ta črna luknja negativne energije, to je fucking hell. In jaz sem bila, oh my god, ok, čak, jaz nisem psihično pripravljena na to, kaj je zdaj to, odkot je zdaj to. In jaz sem se dobesedno tresla, pač na energijskem nivoju. V resničnem, pač moj razum je bil, oh my god, kaj dobro, oh my god, kaj dobro, to si nisem tako predstavljala, to je še boljše, to je 300,000 boljše, kot sem si jaz predstavljala. Ampak gor na energijskem nivoju, jaz sem bila, zdaj tako. Ko sem jaz takrat prišla v ta svet, sem jaz začela to reševati tako, da sva s to klientko najprej spili nevidni napitek, ki naj jo je naredil nevidne in so potem lahko v bistvu razreševali to misijo naprej. Ampak, ko sem tukaj bila z Mejro, jaz sem čutila, da če midve spijeva nevidni napitek, da to ne bo v redu.
ampak nisem videla nobene druge rešitve, kako bi midve lahko prišle do te trdnjave. In zdaj, da boste vedeli sploh, o čemu je govora. Ta vpogled, ko sem ga naredila takrat, 3 leta nazaj, mi je bil tako fascinanten, da sem to klientko prosila, če bi lahko jaz ta vpogled delila na svojih socialnih omrežjih. Ona mi je to dovolila, posnela sem video, ampak na koncu tega videa nikoli nisem objavila, ker so me na nek način energije tle ustavile. Ful mi je bilo žal, da te zgodbe nisem mogla deliti s svetom in hkrati sem zdaj neverjetno navdušena, da je prišel trenutek, ko lahko to zgodbo podelim. Torej, to je bilo 3 leta nazaj, jaz imam še dolge lase, takrat sem imela še dolge lase. Bomo si zdaj skupaj pogledali ta vpogled, da varujem identiteto te klientke, ki namreč ni javna oseba, jo bomo imenovali Ana, se pravi, jaz rečem Ana, jo kličem Ana v tem posnetku. In bom opisala, kaj se je dogajalo takrat, ko sva raziskovali ta njen svet. Pa poglejmo. Ko sem prišla tam do plaže, bila je taka peščena plaža in na tej plaži je bila samo neka taka koliba iz nekih bambusovih palc ali ne vem. Se pravi, nič kaj, nobenega konkretnega skrivališča ali kaj takega. In zdaj, ko smo midve prišli na to plažo, mi je Ana rekla, joj, Teja, kako bomo midve to naredili, kako bomo midve premagali vse te vojake, ne? In sem rekla, Ana, ne sekiraj se, imam rešitev. In sem dala vsaki svojo magično pištolo. Ta magična pištola izgleda kot kot ona vodna pištola za otroke, samo da strelja magično energijo. Pol sem ji rekla, da nam je probal ustreliti, zato da bo videla, kakšen efekt naredi ta magična pištola. In ko me je ustrelila, sem se jaz spremenila v mojo junakinjo Sailor Moon. In potem sem rekla, no, dej bom zdaj pa še jaz tebe ustrelila, ne? In jo ustrelim s to magično pištolo in tudi ona se spremeni v to Sailor Moon, ampak v njeno prijateljico. Tako da midve smo obe postale te super junakinje. Ampak pol me je pa Ana vprašala, ja, kako bomo pol to, če bomo mi te vojake streljali s to pištolo? Pol bojo oni postali nekako super heroji, ne? To bo pol še težje. In sem rekla, ne, glej, ne skrbi, na negativni energiji ta pištola deluje čisto drugače in jih v bistvu onesposobi. Pol pa je ona videla, kako 2 črna vojaka prihajata proti tej plaži. Bil je en velik vojak in en malo manjši. In takrat je bila spet pač nekako panična in rekla, Teja, prihajajo, kaj bomo zdaj naredili, kam se bomo skrile? In sem rekla, imam rešitev. Vzela sem neko tako tekočino, neko pijačo, ki nam pomaga, da se naredimo nevidne. Tako da takrat smo to spile, vsaka en šot te pijače in dejansko smo postale nevidne. S tem, da mi dve smo videli drugo, ampak drugi nas niso mogli videti. In takrat sem rekla, vrži pištolo na tla, zato da ne bojo te vojaki videli, da ta pištola kar lebdi, ne? Ker pištola pač ni postala nevidna. Ampak bilo je malček prepozno. Tista vojaka sta videla, kako sta te 2 pištoli padla na tla in sta se skrila za neko grmovje, vsak na svojo stran. Jaz sem potem z Ano, sem ji rekla, pridi, ti bom pokazala, kako ta nevidnost deluje. In smo šli do tega majhnega vojaka in sem mu jaz tako potipala na rame. On pa se je takrat obrnil in tako s pištolo. Ampak gledal je mimo naju, ne, ker naju ni videl. In takrat je potem tudi Ana dobila to zaupanje, da ok, zdaj smo nevidne, vse je v redu, nas ne morejo videti, nam ne morejo nič narediti. No, ta 2 vojaka sta šla potem na plažo, videla sta te pištole in sta ju vzela s sabo. Se pravi, ta velik vojak je obe te pištole primil v roke in vrnila sta se nazaj v to trdnjavo. Mi dve z Ano smo potem šli za njimi. In ko smo tako hodile za njimi, je Ana stopila na neko suho vejo, ki je počla. In ta mali vojak se je spet obrnil in spet prestrašeno, oziroma tako bolj jezno prestrašeno gledal, kje je kaj ne. Ta velik vojak ga je vprašal, pa dobro, kaj je, ne, kaj delaš? In je ta manjši vojak je rekel, pa ne vem, jaz sem občutek, da je nekdo za nami, ne. In takrat sem jaz rekla Ani, ok, glej, ta mali vojak je zelo intuitiven in je globoko v sebi zelo dobra duša. Njega moramo prvega rešiti, njega lahko rešimo in v bistvu nam on pol pomaga pri premagovanju te negativne energije. Tako da on je naš zaveznik, samo najprej ga moramo pač rešiti iz te negativne energije. No, mi dve smo šli potem še naprej za temi vojaki, ta 2 vojaka sta šla v trdnjavo in šla sta direkt do šefa, do generala.
Zdaj, ta trdnjava od znotraj je bila prestižna, ampak prestiž, ne vem, pač mene je spominjalo, kot da bi prišel v Vatikan, ker imajo vse polno zlata, vse je nekih v takih kvalitetnih materialih. In tudi ta njegova pisarna od tega generala je bila v bistvu ful tako luksuzno opremljena. Imel je tako masivno mizo iz nekega mahagonija ali ne vem, nek tak res prestižen les. In ko sem jaz videla tega generala, sem rekla, fuck. To je bil ta general, ki me je tudi primil spodaj v samici, ampak on je bil cel črn. 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 Dobesedno črn. Ne črno, da ni bil tako, da so se videli obrisi nosa, obrisi obraza. Ne, bil je dobesedno črn, kot črn flek. In takrat sem bila, to bo težji izziv, kot sem mislila. No, in ta general je tem vojakom pač jih je vprašal, kaj se je zgodilo, kaj je bilo, in ta vojak mu je dal na mizo te dve magične pištole. Zdaj, ta general je to pištolo primil, si jo ogledal in potem je za njo ustrelil tega manjšega vojaka. Ta manjši vojak se je zgrudil na tla in padel v nezavest. Potem je ta general naročil, naj ga odpeljejo v zapor. Tega ta malega vojaka so primili in ga zaprli zaprli za rešetke. In takrat sem rekla, ne, zdaj bo to problem, ker on je bil moje upanje, da ga lahko zlečemo kam ven, da mu pomagamo in da pol on nam pomaga premagati vse te vojake. Tako da midve smo potem ostale same. Ta general je rekel vojaku, naj te pištole vrže v smeti. Tako da ta vojak je potem šel ven iz trdnjave in ta malček naprej so imeli tak otok za smeti in je on vrgel te pištole v kanto. Midve z Ano smo šli za njim. Te pištole smo vzeli ven iz smeti in se skrile tam za kante. In potem smo razmišljali, kaj bomo zdaj naredili. In meni je Ana rekla, Teja, pa sej že znaš, ne? Ti sam prosi sonce naj stopi to trdnjavo in potem tega moškega damo na sonce in sonce ga bo povleklo gor. In jaz sem rekla, ne, to ne bo šlo. To pač ta trdnjava, ker bilo je sončno vreme in če bi sonce lahko stopilo to trdnjavo, bi to že naredilo. Tako da to ne bo rešitev. In ta moški, črn moški, je imel tako močno energijo, dobesedno je bil občutek tak, kot da bi prišel pred neko jamo, ko prav čutiš, da te hlad vleče notri, kot pač čutiš energijo, kako te vleče, vsrkava, dobesedno te črpa ven to tvojo energijo in jo vsrkava. Bil je kot neka črna luknja. Kot portal v črno luknjo, ne vem, kako to drugače opisati. In jaz sem imela občutek, da če ga jaz dam tega človeka na sonce, kar se bo zgodilo je, da bo ta človek posrkal celo sonce vase. Ker je imel res tako močno energijo. Kot nek magnet. Kot da, ne vem, dobesedno je, ko si stal zraven njega, si čutil, kako te vleče notri v njega. In potem v bistvu sem zaslišala glas mojega vodnika, ki mi je rekel, da bom mogla iti v njega. Se pravi, da je on dejansko neka črna luknja in da bom mogla iti v njega. In takrat je bila Ana panična in rekla, ne, Teja, prosim, ne, tega ti jaz ne dovolim, ne boš, ne iti tam, prosim, ne me pustiti samo v tem svetu, prosim, ne, Teja, ne, jaz ti ne dovolim, ne. In jaz sem ji rekla, glej, Ana, ne sekiraj se, vodnik je z mano, pomagal mi bo, rekel mi je, da je to rešitev, tako da jaz bom šla tja, bom šla notri v to črno luknjo, bom raziskala, vodnik mi bo stal ob strani, mi bo pomagal, tako da brez skrbi. In potem ona je bila še vedno tako nekako panična in je rekla, ja, ampak kaj če me bo kdo našel, kaj če me bo kdo videl, ne, jaz si ne upam biti tukaj sama. Potem sem mi dala celo flašo tega nevidnega napitka in sem mi rekla, naj me počaka tukaj za temi smetmi, da bom jaz šla to opraviti in ko opravim, bom se vrnila k njej. Tako da pol je pač, ja, ona je ta napitek si tam vzela in jaz sem šla nazaj v trdnjavo. Takoj, ko sem prišla v to sobo od generala, sem se naredila nazaj vidno in bila sem pač Sailor Moon. In takrat se je on začel smejati, ne, tako pravno. Kaj si pa ti zdaj neka igračka prišla k meni delati? In takrat sem jaz v bistvu brez obotavljanja skočila v njega. In dobesedno, ko sem skočila v njega, me je
posrkalo notri. V tistem trenutku sem začutila, da je ta general bil malček v šoku, ker tega ni pričakoval, ampak po drugi strani je vedel, kako globoka je ta črna luknja, kako strašna je ta črna luknja, tako da ta neka majhna Sailor Moon se bo tam zgubila. Ne? Tako da je bil v bistvu, ga ni preveč sekiralo, se ni preveč obremenjal zaradi tega. In takrat sem jaz poklicala vodnika, ker jaz v bistvu, ko sem šla v to črno luknjo, jaz sem pristala v pač dobesedno v črni luknji, čutila sem, kako me vrtinec vleče nekam dol, ampak tam ni bilo ničesar. In najhujše je bilo to, ker nisem našla izhoda. Zato, ker če se spomniš, ko jaz zapuščam naš svet, grem tudi skozi črni svet, ampak tisti črni svet ima na vrhu tako belo odprtino. Tako da točno veš, kje je izhod iz tega črnega sveta. Tukaj pa nisem več videla izhoda. Pač jaz sem bila ujeta v tej črni luknji, ki me je vrtela in sem izgubila orientacijo, tako da nikakor ne bi mogla najti več izhoda ven iz te črne luknje. In malček me je zagrabila panika. Mislim, ne malo, me je kar dosti zagrabila. In takrat sem pač pol poklicala svojega vodnika in mi je takrat rekel: Teja, oprosti, jaz ti tukaj ne bom mogel pomagati, moj signal se bo kmalu izgubil, ostani močna, boš vedela, kaj narediti. Ne? In takrat, ko mi je on dal še nekaj napotkov, se je dobesedno signal z njim pokvaril, ker je prav zahreščalo, tako in pol je dobil zelo hudoben glas, zelo hudobno, tudi govoril mi je: haha, ne bo ti uspelo, haha. Se pravi, ta general je nekako prevzel to energijo vodnika. In takrat me je res zagrabila panika, zato ker nisem vedela, nisem vedela, kaj naj zdaj naredim. Tam me nek vrtinec črne energije vleče nekam dol, nič ni bilo okrog, nobenih stvari, nobenih, ne vem, planetov, objektov, ničesar, nič. Sam čutila sem, kako me energija vleče in vleče in vleče. No, potem pa sem v bistvu z nogo čutila, da sem v neki vodi. Se pravi, z nogo sem začutila, kot da bi prišla v vodo. In takrat sem šla globlje in bila sem v nekem globokem oceanu. In v tistem trenutku mi je naredilo prav tisti strašen zvok, kot je v kakšnih grozljivkah. In tako sem videla, prav se je tako zatreslo vse in še takrat, točno v tistem trenutku, je šel kamion tle mimo po cesti in se zatresel blok, ker imamo neko luknjo tle in pol vsak kamion, ko gre mimo, se dobesedno blok zatrese in kadar delam meditacije, to čutim. Ampak točno v tistem trenutku se je moj kavč prav zatresel. In jaz sem videla, kako gre ena ogromna riba, kit, ampak to je bilo ogromno. Jaz sem videla samo tako. To je bilo veliko kot, ne vem, kot cela Ljubljana, mogoče še večje. Jaz ne vem, ne znam si tega predstavljati zdaj v nekih merah, ampak to je bila ogromna zverina. In jaz sem bila tako majhna, da sem bila za to zverino kot en plankton, se pravi kot neka bakterija, ki tam plava po morju. Se pravi, ta pošast me ni videla, ampak jaz sem bila takrat, kako bom jaz to zdaj uničila, to bo šlo toliko moje energije, jaz tega ne morem, ker zdaj se svojo energijo uničiti, ker sem pomislila, da bi pač tako z rokami karkoli, ampak kje, to ne bi bilo nič, ne. In takrat sem pač dol po dnu, pač nekako se pomikala po dnu in nekje na nekem kamnu sem zagledala en tak majhen diamantek. Ok, zdaj nažalost jaz nimam shranjenega celega posnetka, tle se je končal, ampak jaz sem potem ta diamantek, mislim, da ko sem vzela ta diamantek, da sem dobila neko ful super moč, ki mi je pol pomagala najti izhod, sem izstopila ven spet iz tega generala in takrat se je ta general sesedel sam vase in na mizi je ratal tak črn diamant. In ta diamant smo potem s to Ano uokvirili. Zdaj, čisto tako za informacijo, ko sem se jaz z Ano takrat pogovarjala o tem pogledu, v tistem trenutku nisem uspela ugotoviti, kaj to je. Nekako jaz sem si predstavljala, da je to morda povezano s kakšnimi predniki, da so to v prednikih bile kakšne take negativne energije ali pa da je nekaj v tem kontekstu. Sicer kasneje potem, ne vem,
Ponavadi, ko naredimo, ko pridejo taki vpogledi, to šele čez par mesecev ti ugotoviš, kaj vse to pomeni, ne, kadar pridejo taki intenzivni vpogledi. Tako da jaz sem nekako pričakovala, da bo ona se potem čez čas oglasila. Zdaj mi dve sva izgubili stik, jaz sem jo provala sicer spet kontaktirati. Ampak ja, ne vem, kaj je to zdaj za njo pomenilo. Zdaj pa, ko sem jaz bila tle z Meiro, sem malček premišljevala, od kod zdaj vse to, zakaj smo zdaj spet tle, in vprašam, ne, Meiro, če je to kakorkoli povezano s politiko. Se pravi, če je ta general in vsi ti strelci, ki so tam na trdnjavi, če je to politično ali bolj družinsko, ne. In ona mi je rekla: ne, to ni politično, ne, to ne. Potem so spet začeli streljati proti nama, tako da sva mi dve ugotovili, da se lahko skrijeva v ta zabojnik. In tle sem imela zdaj jaz čas, da razmislim, kako bi se jaz tega projekta lotila, oziroma te misije. Ker sem vedela, da bo to zelo, zelo težek izziv, sem čutila, da bi rabila neko močnejšo energijo ob sebi in sem Meiri predlagala, če bi poklicala Janeza Janšo. In sem rekla: "Lej, jaz energiji Janeza Janše ful zaupam, on je ful tak močen, stabilen in jaz verjamem, da bi naju on uspešno pripeljal tja do trdnjave in morda nam tudi pomagal rešiti ta izziv s to negativno energijo." In ko sem jo vprašala, ne, če lahko pokličem Janeza Janšo, je ona rekla: "Ne, to pa ne. Janez Janša pa meni že ne bo pomagal, nočem ga videti, ne." In pa sem bila: "Pa zakaj ne? No, on je idealen za to, ne." "Ne, niti mi ga ne omenjaj, nočem sploh vedeti." In pol sem rekla: "Okej, dobro." Razmišljam, kako bi si potem jaz še lahko pomagala, s čim, kako naj midve zdaj pridemo do te trdnjave. Pa mi pade na pamet moj vodnik Vladimir. Vodnik Vladimir je ena taka posebna energija, zelo močna, zelo stabilna, on je res ena res taka frekvenca, ob kateri se počutim popolnoma varno. On me je naučil, kako se v bistvu sooča z vsemi temi negativnimi energijami. In ji pač omenim, ne, lahko pa pokličemo pol vodnika Vladimirja, on ima tudi tako stabilno energijo, močno in to. In ona je rekla: ne, to mi preveč diši po Janezu Janši, ne, jaz ne kupim tega." In pol jaz razmišljam, ne, pač koga, ne. In zdaj, ker je ona iz SD in je Matjaž Han njen šef, sem jaz rekla: "Ja, kaj pa pol, če Matjaža Hana pokličemo?" Ja, njega pa njega pa z veseljem, on pa vem, jaz pa njemu 100% zaupam, on vem, da naju bo varno pripeljal do te trdnjave, ja, njega pa lahko. In pol je tako, mi je bilo to ful zanimivo, kako se je kar naenkrat spremenila njena energija. Pa rečem tako, jo igrivo hecam, ne: ma kaj imata vidva z Matjažem Hanom, kaj imata, še imata take podobne priimke, ne, Han, Hot. In ona meni: Tja, ne, počakaj, ne, samo malo, ne, Matjaž in jaz, to imava čisto poslovni odnos, vse je zelo profesionalno, ne. In tako se pol na skrivaj tako zahihita, ne, in to mi je bilo ful smešno. Nekako sem dobila občutek, kako bi jaz to interpretirala, definitivno bi rekla, da z Matjažem sta zelo kompatibilna, da se res ful dobro razumeta, zdaj jaz ne pravim, da je med njima kakšna taka skrita romanca ali karkoli, logično, da ne, pač tle smo na energijskih nivojih, to se pač malček drugače interpretira, ampak definitivno se čuti neka obojestranska naklonjenost med njima. In tudi ful veliko zaupanje in tudi to, da Meira se ob Matjažu Hanu počuti, da ima ona neko, da ji on nudi neko potrebno zavetje in oporo. Kar se mi zdi zelo lepo, ne, glede na to, da sta skupaj v stranki in da sta pač oba poslanca. No, in ona pokliče Matjaža: "Živijo, Matjaž, glej, midve sva tle s Tejo, a bi naju ti, prosim, peljal do trdnjave, ker oni streljajo vsi na nas, ne, na naju." In takrat pride Matjaž Han na viličarju
To je mene tako spravilo, mislim, to je bilo meni tako zabavno, ker jaz sem mislila, da bom prišel, pač ne vem, z avtom, pa da naj bo potem tja peljal, ne. Ne, on pride na viličarju tako, pa še za potrebice imel, ne, pa tako, ko on gleda. Pride tam, se parkira, on položi te vilce na tla, jih da pod zabojnik, dvigne vse skupaj in gre on po tem makadamu do te ogromne, velike trdnjave. Pridemo do trdnjave in tam je bila ena taka klančina navzdol, ki je peljala v taka garažna vrata in tam je bila ena taka velika hala, kot da bi prišel k nekemu avtomehaniku oziroma kot da bi prišel v nekakšno skladišče. Matjaž Han tam lepo živijo, zapelje, pusti ta zabojnik dol, da viličarja ven, in potem reče, vzame vino, črno vino, in gre tja pri garažnih vratih, so imeli pač nek tak računalnik in tipo, ko imajo kakšna podjetja dostavo, ko imajo potem te računalnike, da pač tam tisto vtipka notri pa to. In Matjaž Han, pridite fantje, bomo enega skupaj spili, ne. In res vsi te fantje iz skladišča grejo pač tam do tega računalnika, on natoči vino, se pogovarjajo. In pol je rekla Meira meni v tem zabojniku: "Vidiš, kako je Matjaž za vse poskrbel, zdaj imava mir, zdaj lahko zbeživa." In midva odpreva ta zabojnik in pač iz zadnje strani tečeva proti takim vratom, ki pač peljejo notri v trdnjavo. In ko smo midve korakali po tem skladišču, sem jaz njej rekla: "Vidiš, še dobro, da si obula superge, ker če bi imela petke, bi se naju zdaj slišalo." In ona meni tako: "Gremo." Ne, tako kao, ne biti mi zdaj pametna, ne, v tem kontekstu. In midve vstopiva, pač odpreva ta vrata, hitro vstopiva notri, zapreva vrata in kar naenkrat se znajdeva na nekem zasilnem stopnišču, ki je imelo tiste kovinske stopnice, ki so take montažne, ali kako se reče, ko izgleda pač kot ke pripeljejo kar v celem kosu, pa jih notri namontirajo, pa ne, take stopnice. In začneva hoditi po teh stopnicah in to je ful donelo, prav ono boing, boing, boing. In tule ona meni reče: "Vidiš, če pa bi imele obe petke, bi se naju zdaj ful manj slišalo, ker petke imajo ful tanek podplat in lahko hodiš bolj potiho po takih stopnicah." Pa sem si rekla: "Okej, dobro, whatever." Gremo hitro midve gor po teh stopnicah in pridemo do nekih vrat, ki nas pač peljejo prav potem notri v trdnjavo. Ta vrata so imela tisto kljuko, kot ko stisneš dol, kot imajo v bolnicah recimo. Gremo, taka velika vrata, ne, odpremo ta vrata in midve pridemo v en tak širok hodnik. Bile so take rdeče stene, neki zlate zadeve, vse nekako, tak občutek, kot kadar prideš v Kolosej, se pravi v kino, pa po tleh je bil pač tapison, bil je takih nekih modrih, temno modrih in rdečih barvah. In hodiva midve po tem hodniku in tako gledamo, najinih korakov se sploh ni slišalo, ker je bil tapison. Potem pa kar odenkrat izza hrbta dva moška in vsak da tako od zadaj roko nama na usta. Se pravi, vsak moški je eno od naju ugrabil. Dal roko na usta in naju zvlekel in kar naenkrat, ko jaz odprem oči, sem videla, da sva midve v nekem zaporu, v neki ječi. Ta ječa je bila nekje globoko pod zemljo, pač čutilo se je, da smo nekje globoko. Stene so bile take kamnite, prav kamni so bili tako, in bile so prav take vlažne, čutilo se je tisto, ko si v neki vlažni kleti, ko se že naredi taka sluz gor na teh kamnih, taki gladki so bili, rešetke pa so bile tako navpične. In vsaka od naju je bila v svoji ječi. Jaz sem tule razmišljala, če sem bila tudi takrat v kakšni taki podobni ječi in kako sem se takrat rešila ven iz te ječe, ampak nekako nisem bila glih ziher, a je ta ječa iz tega pogleda istega, a smo to v tej isti trdnjavi, ali gre v bistvu za svet, ki je pač podoben tistemu svetu, v katerem sem že bila. In jaz tako razmišljam, kako bi zdaj jaz prišla ven, in še Meira me vpraša: "Kaj bomo pa zdaj, ne, kako bomo zdaj zbežale?" In jaz se spomnim: zdaj pa lahko spijemo napitek, ki naju pomajša, ne." In jaz takoj vzamem iz žepa tole tekočino, spijem in res
in rata majhna, recimo pol metra visoka. Grem jaz lepo ven čez rešetke in pridem k Meri. Evo, Mera, uspelo mi je, zdaj še ti spi to tekočino. In ko sem jaz dala ven to tekočino in ko ona stegla na to svojo gigantsko roko, tako da bo vzela, pač to je bil tak majhen kozarček. In jaz sem bila, shit. Pozabila sem, da tebi to tekočino, še preden sem jo jaz spila. In pol je rekla, kaj pa zdaj? In sem rekla, lej, se imaš ti tudi v žepu, poglej na strani, v desnem žepu, zadaj, boš našla en kozarček in notri je ta tekočina, pa jo spi in boš se pomanjšala. In ona res vzeme to tekočino, spije, ampak ona se ni pomanjšala. Ona je ratala večja, 3-krat večja, ona je kar in je bila tam v uni ječ, vse tako, kaj si to zdaj naredila? In sem rekla, ja pa ne vem, kaj si to zdaj vzela za en napitek, pa ti vedno neki kontra, ne. Rabiš superge, obuješ si petke, rabimo Janšo, ti pokličeš Matjaža, moraš biti manjša, ti postaneš večja. Ne, tako, hecala sem jo, da je vedno kontra. In sem rekla, dobro, ni panike, ti ostani tle, s časoma bo začela to popuščati, se boš nazaj pomanjšala na svojo velikost, jaz pa grem ta čas raziskati to trdnjavo, da vidim, kje smo in kje je ta general in kaj mu vse moram jaz narediti, da osvobodim ta svet tega prekletstva. In res jaz grem, pač iščem izhod, grem po nekih stopnicah in pridem spet na tisti hodnik. Ampak takrat, ko sem bila na hodniku, jaz sem rekla, jaz moram biti še manjša, zato sem se spremenila v muho, v tisto muho debelo, enodnevnico, ki leti in je dosadna. Ok, letim jaz po teh hodnikih kot muha, in takoj sem videla, kje smo, grem dol po stopnicah, in pridem do tistih dvokrilnih vrat, ki vodijo v kabinet od tega generala te trdnjave. General, ki je črna luknja negativne energije. Ko sem jaz vstopila v ta kabinet, sem se v trenutku spremenila v sebe in sem stala pred tem gospodom. Zdaj, čutila sem, da me ta njegova energija vleče notri, ampak ni bila tako intenzivna, kot je bila takrat. Zdaj pa me je spreletela ena misel, ki sem jo pozabila omeniti. Ko so bile midve z Mero hod v tistem zabojniku, ne, še zunaj na travniku. In ko je Mera hod rekla, da noče, da Janez Janša pomaga pri misiji, sem jaz dobila preblisk, ko sem videla, da se Janez Janša z avtom pripelje pred trdnjavo, izstopi iz avtomobila, nihče ga ne napada, gre po stopnicah do pročelja te trdnjave, vstopi notri, pride v tako vhodno halo, ki je imela tako dvojne polkrožne stopnice navzgor, ampak na desni strani so bila ta dvokrilna vrata, o njemu so varnostniki odprli vrata, on je prišel k temu generalu, je stopil do njega, mu je dal tako roko na rame in se sklonil k njemu in mu rekel, da naj naredi ta izziv zame še posebno težek. In dal mu je potem tako vzel vizitko iz suknjiča in mu dal vizitko. Ta vizitka pa je bila vizitka ista, kot mi jo je dal Zoran Stevanovič na vpogledu, ki sem ga delala za Janeza Janšo, in tudi na tej vizitki je bil napisan datum 15.4. Če ne veste, o čem govorim, si boste mogli uni video še pogledati. Zaradi tega, ker sem jaz videla, da je Janez Janša prišel z avtom, sem potem tudi pričakovala, da bo Matjaž Han prišel z avtom, ne? Zato mi je bilo toliko bolj smešno, ko sem videla, da je prišel on z viličarjem. Hkrati pa, ko sem jaz to videla, jaz sem bila takrat, zakaj mi Janez Janša to dela? Zakaj mi komplicira zadeve? Jaz z razumom, ne, s fizičnim razumom, pa sem bila, oh my god, kaj dobro, jaz imam rada izzive, sploh če so težki, taki na energijskem nivoju imam rada težke izzive. Tako da sem se tega ful veselila. No, ko sem jaz prišla kot muha v ta kabinet pred tega generala in sem se spremenila v sebe, tako kot sem pričakovala, da me bo to posrkalo v trenutku notri, da bom šla zdaj spet v neke oceane, ne vem kaj. V resnici pa ne. Čutila sem, da me ta energija vleče vase, ampak nekako je bilo obvladljivo.
In takrat me prešine spomin na ta diamantek. Jaz sicer takrat nisem se spomnila, kaj sem s tem diamantom naredila, to sem potem šele ugotovila, ko sem končala vpogled in si pogledala tale video, ki sem ga pokazala prej. Ampak nekako instinkt mi je govoril, vzemi ta diamant in mu ga vrni. Jaz sežem z roko v žep, primem diamantek in sem to, pač jaz sem imela konstantno pogled, fokusiran na temu generalu, ker to je tako, če zgubiš za sekundo koncentracijo, te ta energija posrka vase. No, vzamem ta diamantek in ga tako vržem njemu na mizo in ta diamantek se je tako odbil in ga je posrkalo. V tistem trenutku se je ta general nekako začel usrkavati samega vase in kar naenkrat in se pojavi človek. In kdo je bil? Luka Goršek. Upam, da sem si njegovo ime prav zapomnila. Je pa to ta fant, ki je tudi v SD, tak ful luškan fant, ima modre oči. In mislim, da je podpredsednik poslanske skupine SD. Jaz njega zagledam in jaz sem bila, zato ker Meira Hot je meni rekla, da ta general oziroma vsi te nimajo nikakršne veze s politiko. In jaz gledam tega Luka, on pa je meni rekel sam, hvala, ker si vrnila to, kar si nekoč vzela. In jaz sem bila, ja, ni problema. Ko se je on posrkal vase in pač prišel ven kot človek, v tistem trenutku vsi tisti strelci, ki so varovali to trdnjavo, so kar naenkrat v bistvu jih je sonce potegnilo gor in so zginili. Ječe so se odprle in Meira Hot je lahko prišla ven. In jaz sem šla takrat potem ven iz tega kabineta na hodnik in lih takrat je uletela Meira Hot in je rekla, uspelo ti je, kdo je general? Kdo je general? In jaz sem bila, pač pejdi pogledat. In ona gre tako s taki težkimi koraki, hitrimi koraki, odpre ta vrata. In ko je zgledala, da je to Luka Goršek, in je šla tam do njega, on je tam stal pri mizi, je šla do njega in mu dala klofuto. In ga tako gledala, on pa je rekel sam, tako pač je. In je rabila en čas, da ona to malček sprocesirala, potem pa je kar enkrat prišla spet nazaj ven k meni v tole vhodno dvorano in mi je rekla, samo da smo rešili. In je šla tako ful pomirjeno ven in tam je ena taka velika terasa s pogledom na morje. In je šla do ograje te terase in gledala tako k morju in tako se je čutilo, da je mislim, tudi rekla mi je pač, hvala, ker si mi to pomagala rešiti. Končno zdaj lahko zares zadiham, končno smo osvobojeni. Hvala ti, Teja, zdaj lahko greš. In jaz sem bila tako, sem si mislila, hvala ti, Teja, zdaj lahko greš. Pač ponavadi, kadar ti nekdo nekaj pomaga narediti, ga nekako poplačaš za ta trud, z nečim, ni nujno z denarjem, ni nujno ne vem čim, lahko pač enostavno tako, da rečeš vsaj, glej, če boš kaj rabila, pokliči. Vsaj to. In meni je bilo to tako malček, pač ok, come on, zdaj tle sem ti rešila kao nek težek izziv, ne vem kaj, in zdaj pač nič ne dobim. In jaz sem jim potem rekla, ja, Meira, mi ne boš nič kaj tako, plačala, ali pa kako bo vrnila, pač lahko bi kaj dala v zameno, če želiš, ja. In ona me tako pogleda in je rekla, pa saj denar tukaj nima nobene vrednosti, zakaj bi ti plačevala? In pa sem jaz rekla, ja, no, saj to je res, dobro, ajde, ok, v redu, naj ti bo, pač dobro, sam da si zadovoljna. In pol je vseeno tako malček razmislila in mi je rekla, prav, če želiš, ti lahko naredim uslugo
in sicer organiziram, da tudi v resničnem svetu spoznaš Janeza Janšo in se z njim pogovarjaš, že ki te tako všeč. Zdaj, to, ko je ona rekla, zdaj logično, jaz tega ne morem imeti smrtno resno. Če mi ona reče to na energijskem nivoju, to ne pomeni, da bi se to manifestiralo na isti način tudi v fizičnem svetu. Zdaj, kar bi se lahko zgodilo, je, da bi po nekem naključju me recimo kontaktiral Janez Janša in bi rekel, ne vem kaj, pridi, da narediva podcast o paralelnih svetovih, recimo, pač to si zdaj izmišljujem, ne. Ampak zdaj tako, ne, okej, ajde, bi sprejela to ponudbo, sam pač jaz tega kakorkoli ne morem imeti resno, da se bo to dejansko pol uresničilo, pa tudi, če bi se, meni ni point spoznati Janeza Janšo, pač ni mi to zdaj bistvena stvar. Mislim, bi bilo ful zabavno, ampak ne na način, da je on nekako superioren, pa to, pa da neki, ali pa da se dela Francoza, ne, kao, ne, jaz, če bi dejansko prišlo kdaj do tega, da jaz v živo spoznam Janeza Janšo in da se lahko z njim pogovarjamo o teh zadevah, bi si želela, da je res tak pogovor, da pač on res tako se pogovarja o teh stvareh in da si izmenjuje neko znanje ali pa da pač enostavno diskutirava o teh zadevah, kako vsak to od naju vidi. To bi bil ful dober podcast, jaz sem 100% prepričana, da to bi bilo. Ampak kaj je problem? On je zdaj politik, on ne more si privoščiti takih tematik, po mojem mnenju. Jaz mislim, da bi si on to ful želel in bi bilo to njemu ful zabavno, ne nujno z mano, ampak pač govoriti o takih tematikah. Problem pa so PR svetovalci, ne. PR svetovalci so ene take, ne vem, kaj bi rekla. Ne, oni imajo zdaj, oni skrbijo za javno sliko nekega politika ali pa pač karkoli, ne, in oni ti svetujejo, ja, zdaj se moraš zdaj javnost je razburjena, opraviči se, javnost je taka in taka, povej to in to, ne, se pravi, oni so svetovalci, ki pomagajo graditi javno sliko, ne, da če se pojavi v javnosti nek problem, da svetujejo pač osebi, kako naj to pohendla. In zdaj jaz mislim, da PR svetovalci bi rekli, a ne, Janša, ne mi zdaj o takih tematikah govoriti, zdaj smo v težkih časih, obstaja možnost ponovnih volitev, ne moreš si zdaj privoščiti, da se bojo folk delal norca s tabo. Ker by the way, jaz sem objavila video glih to, ko je na Facebooku, ko sem rekla, ne, da me je s tem on kupil, ne, in sem dala še ta izsek iz podcasta notri in itak spodaj ljudje so pisali, da saj ni čudno, Janez Janša že 30 let živi na paralelnem svetu in take stvari, ne. Tako da glih ni dober, ne vem, če bi bil to glih najbolj dober imidž, zato v glavnem sem bila okej, ne, pač sem rekla Meri pol na koncu, pa ja, v redu, ajde, če boš zrihtala, zrihtaj, pač okej, v redu, ne, pač tako v smislu, okej, hvala ti za to idejo, pač ne bom pa pričakovala, da se to, pač da se kaj od tega realizira ali pa da dejansko mi to zrihtaš, ne, tako v tem kontekstu. Sem pa bila zadovoljna, da mi je vsaj nekaj ponudila, ne. Okej. In ona kao reče, ja, ti bom zrihtala to, lepo se imej, hvala za vse, čau. In jaz rečem čau in grem iste trdnjave proč, ne. In hodim jaz po tej peščeni poti in hodim in tako premišljujem o tej situaciji in da na koncu sploh ni bil tako težek izziv, sem pričakovala nekaj ful težjega, ampak kako sem navdušena nad tem, da je prišla priložnost, da lahko tisto zgodbo podelim s svetom, ne, in to mi je bilo tako ful wow, in komaj čakam, da pridem zdaj nazaj v svoje fizično telo, pa da grem raziskovati, kdaj sem naredila ta vpogled, kaj točno se je takrat dogajalo, da pravim ugotoviti, kako je vse to skupaj povezano in tako naprej. Nakar je zaslišim zadaj avto, da se mi približuje. In pride avto tako, se ustavi ob meni in bila je črna limuzina, pogledam notri in notri Janez Janša. In mi on tako pomigne z glavo, kao pač prisedi, ne, jaz odprem vrata, se usedem notri in se midva odpeljeva. In pol me je še vprašal, ne, v bistvu sem mu jaz rekla, ma saj na koncu ta izziv sploh ni bil tako težek. In mi je on rekel, ja, v bistvu si se boljše izkazala, kot sem pričakoval. Nisem vedel,
da imaš tle že izkušnje. In jaz sem bila takrat, seveda, da imam izkušnje. Kaj pa misliš, da sem po župi preplavala? Ne. Ne, nisem od tega rekla, to sem si mislila. Okay. In pol pa me vpraša, če imam čas za eno pijačo. In jaz sem rekla, oziroma za kavo. In jaz sem rekla, ja, valjda ne, greva. In evo, scena, mi dva sva v enem kafiču, pač v nekem baru, no, take majhne okrogle mizice je imel, tam sediva zunaj, nekako bolj v nekem mestnem jedru se je zdelo. In se mi da pogovarjava in mi on reče, tako vzame ven iz torbe neko kuverto, veliko A4 in en šop papirjev in mi da na mizo in mi reče, sem ti zrihtal načrte od Stevanovića trdnjave. In jaz tako primem in res vidim, da so to tlorisi za njegovo trdnjavo, kje so kakšni prehodi, kje so zidovi, kako so prostori postavljeni in vse tako naprej. In jaz rečem, super, hvala, ne, mi bo verjetno prišlo prav. Čeprav jaz sem v bistvu že bila v njegovi trdnjavi, veš. In takrat Janez mene, kdaj pa? In sem mu rekla, da v bistvu že tisti prvi pogled, ki sem ga naredila, ko sem jaz šele ugotovila, da Stevanović živi v trdnjavi, par dni po tem pogledu sem dobila random uvid, ko me je on peljal v to trdnjavo in sem videla, kaj je notri, ampak pač o tem ne smem govoriti, ne. In pol je on rekel, ja, kaj pa si videla? In sem rekla, ja, ne smem povedati. Ne smem. In v bistvu tle se je ta zgodba zaključila. Še nekaj sem pozabila povedati, ne. Preden sem jaz šla od Mere hod, ko mi je povedala pač za tega Janšo, ne, sem ji jaz rekla, ja, počakaj, koga pa bi rada, koga predlagaš, da naredim naslednjega, ne? In mi ona reče, saj si itak že zmenjena s Stevanovićem, zakaj bi sploh karkoli predlagala, itak boš z njim delala v pogled. In je tako šla, ne. Ta reakcija je bila ful zabavna. Zakaj? Ker je med vrsticami povedala en kup enih stvari, takih zabavnih. Namreč, meni je Zoran Stevanović na Janševem vpogledu rekel, da me vabi spet v njegov svet, da mi zdaj dovoli priti v trdnjavo in da bi me v bistvu rad povabil v trdnjavo, ampak na kartici, ki mi jo je dal, je bil napisan pač ta datum 15.4. In sem mu jaz rekla, da to že mimo. In potem čez par dni je on preko random uvida prišel k meni in mi rekel, da če lahko pridem 20. maja. Rekla sem, da bom še videla, ko preverim, in ko sem potem šla pogledati v koledar in sem videla, da je 20. maj sreda, sem rekla, wow, super, lih prav, ker sem pa tudi čutila, mislim, da sem to rekla na začetku, čutila sem, ne, nisem tega rekla. Mislim, da ne. Ko je Janez Janša povedal za Meiro hod, sem jaz večkrat tako opazovala njeno energijo in provala ugotoviti, koga bo ona predlagala. In takrat sem čutila, da bi ona rada predlagala Zorana Stevanovića. In to se mi je zdelo ful dobro, kako se je to lepo zložilo. Da je glih tako potem se datumsko skladalo, da naredim za Meiro, ona bo predlagala Stevanovića in pol dejansko s Stevanovićem sem pa jaz že zmenjena za naslednji vpogled. Zdaj, Meira je že vedela, očitno, da je Stevanović naslednji in na nek način je njena reakcija, kot da je hotela povedati, kot da je hotela nekako zglumiti, da ona ne bi predlagala Stevanovića, da se je v bistvu uresničila ena želja, ko se ni rabila razgaliti glede tega, koga želi, da jaz naslednjega pogledam, in hkrati zglumiti, da bi ona v resnici rada izbrala nekoga drugega. Tak feeling sem jaz dobila, ne. Zdaj pa možno tudi, da si je ona takrat želela Stevanovića, ampak da če bi zdaj izbirala, bi izbrala nekoga drugega in jaz mislim, da vem, koga bi ona izbrala, če bi lahko izbrala kogarkoli razen Stevanovića. Kaj ti misliš, koga bi izbrala? No, v glavnem, Janezu rečem, da sem bila že v njegovi trdnjavi in da mu ne smem povedati, kaj sem notri našla, in takrat je bilo konec tega uvida. Jaz takoj pač rabim ene par minut, da prebudim svoj da povežem svoje možgane z zavestjo, podzavestjo, pač, da se prizemljim, da se spravim nazaj v pogon, ne.
In pol sem šla takoj po ta moj dnevnik. V tem dnevniku sem si takrat zapisovala čisto vsak pogled, ki sem ga naredila. In poiščem jaz to punco, kdaj sem točno delala za njo pogled. In pazi zdaj ti to. Šla sem tudi poiskati video in jaz sem bila tako vesela, ko sem ga našla, ker nisem bila ziher, če sem si video shranila ali sem ga zbrisala, zato ker je pač bilo itak to že kao mimo. Evo, konec januarja 2023 sem bila prvič v takem svetu, v tem svetu. Zdaj, jaz mislim, da za to punco pa za Meiro ta svet ni bil isti svet, ampak je šlo za isto generacijske neke vzorce, bi jaz rekla. Za podobne vzorce, za podoben problem, ampak ima vsaka pač svoj svet, ne. Fora pa je, da par dni oziroma par tednov po tem vpogledu me je kontaktirala spet ta punca in rekla, da tudi nekdo iz ene družine si želi, da bi naredila ta isti, pač da bi naredila tudi za to osebo vpogled. Ko sem jaz naredila za to drugo osebo iz ene družine vpogled, sem tudi pristala v takem podobnem svetu, ker smo tudi to mogli reševati. Potem pa fora je bila tudi to, da sem jaz na tem vpogledu, vidiš, to sem pozvala povedati, ne, na tem, tle sem ful stvari pozvala povedati, na tem vpogledu takrat, ko sem jaz vzela ta diamantek, jaz sem se videla, kako umrem, pa če sem umrla na vpogledu. In seveda, po tem vpogledu, ko sem ga naredila za to punco, zato so te stvari tako težke in zato imajo tako visoko ceno, pa jaz se tle še vedno ful podrejam ljudem, čeprav sem prišla do točke, ko zdaj vem, da ne morem več, pač moram postaviti tako ceno, kot je, ker če ne, jaz trpim. Ker kaj se je zgodilo takrat? Po tem vpogledu sem jaz prevzela te negativne energije nase. In kot prvo me je spremljal strah, da bom mogoče res umrla, da sem si to napovedala neko prihodnost. Potem sem konstantno imela neke psihoze, ne vem, če se temu reče psihoza, ampak konstantno neke uvide, neke prebliske, da me nekdo strelja, name. Recimo, če sem šla v gozd, kar naenkrat sem videla, kako je iz debla pogledal nekdo s pištolo. In to sem videla v mislih, seveda, ne zares, ne s fizičnimi očmi, ampak v mislih sem začutila to energijo in konstantno sem imela neke take. Pol recimo sem bila doma, takrat smo še živeli v bloku in tako na drugi strani ceste, pa čez tako parkirišče so bili tudi tako eni bloki z balkoni. In en dan jaz pač grem tam do okna in gledam ven in kar naenkrat nek preblisk, da na vseh teh balkonih stoji po eden strelec in s pištolo usmerja vame. In jaz sem bila takrat, what the fuck, kaj je zdaj to? In kadar dobim nek tak random uvid, če sploh še je tak negativen, jaz si moram vzeti čas, moram vse drugo odklopiti in se fokusirati na to, da jaz najdem rešitev za ta problem, da pač to negativno energijo odstranim proč iz svojega energijskega prostora, ker če ne te to ful obremenjuje in greš samo še toneš in toneš in toneš, ne. In recimo, jaz sem si takrat naredila ta energijski zid, sam bolj debel in oni so na 3, 2, 1 ustrelili in meni je ta zid počel v sekundi, to je bil in jaz sem bila uničena in sem pol mogla zavrteti čas nazaj in poskušati znova in znova in znova z različnimi tehnikami, različnimi energijskimi zidovi, nekimi membranami, da sem se jaz zaščitila in nič ni pomagalo. In po nekem 10. poskusu sem pa potem se naredila taka velika, svetlobna metuljeva krila in v tistem trenutku, ko so mi ta krila zrasla, ko so lepo žarela, sem videla, kako so vsi ti strelci, ki so imeli tako pištolo, ne, njihova pištola je šla kot v risanki. In končno sem rešila potem ta izziv, ne, se pravi, rešitev je bila takrat, da si naredim ta velika svetlobna metuljeva krila. Skratka, prevzela sem ogromno teh negativnih energij, ne, in zdaj, ko sem jaz delala za to drugo osebo od te klientke vpogled, pazi to, kaj sem si tle jaz zapisala. Pač jaz, ko sem to prebrala, jaz sem bila
What the fuck? Čakaj, vojaki postanejo rožnati. Mislim, jaz sem ful tako drobno pisavo, je ful težko brati. Čakaj, da jim, aha, evo, le. Ne vem, če se vidi. Lej, kaj še imam jaz pisavo? Čakaj. Aha, dobro, svetle sem, samo moja imena. Je ful težko brati. Za moment. Aha, vojaki postanejo rožnati. Grem do te osebe, ki je črna luknja in sem pred njo sonce. Se pravi, jaz sem se pol pred to črno luknjo negativne energije v svetu od te druge osebe naredila kot sonce, zato ker sonce posrka negativno energijo vase, ne. Potegnem jo ven in ko je prišla ta oseba ven, je izgledala kot Janez Janša. Jaz, ko sem to prebrala, jaz sem bila, what the fuck? Ker takrat jaz nisem se ukvarjala s politiko, sploh. In ono, kaj je zdaj ta Janez Janša? Oziroma, jaz sem pač rekla sem, da je izgledal kot Janez Janša. Pa nisem vedela, če je to on ali ne. In jaz sem bila ono, what? Po vsem tem, ko sem bila jaz na vpogledu pri Meiri, jaz sem nekako imela občutek, da sem dobila košček sestavljanke, ki mi je manjkal, da bi dobila ta zgodba, da bi dobila ta cela zgodba nek smisel. Ko sem pa vse to prebrala, pa v bistvu imam zdaj še več vprašanj, kot sem jih imela prej. Kaj je ta trdnjava? Kdo je ta general? Kaj ta general pomeni? Je to nekaj rodovnega? Je to nekaj generacijskega? Je to kaj je ta energija? In zakaj se pri Meiri ta energija ponovila? Nekako bi jaz to interpretirala, sicer ne vem, zdaj tale punca, za katero sem delala pogled, ne vem točno, kakšne ima ona prednike. Vem, da ima tak priimek, ki je malček drugačen. Ne smem pa zdaj preveč detajlov povedati, ampak recimo za Meiro Hot, ne, Meira Hot ima tako ime, ko ni glih slovensko, in sem ChatGPT spraševala, odkot to izvira, in je rekel, da naj bi to bilo, sploh po imenih njenih staršev, se mi zdi, naj bi to nakazovalo na neko albansko pač albanski rod, in da obstajajo tudi komentatorji, ki so že govorili oziroma ki so špekulirali o tem, ampak je pač poudaril, ne, ChatGPT, da to niso realne informacije, da to je vse bolj samo pač neko predpostavljanje, tako da se ne da trditi, ampak načeloma, da ona je Slovenka, ne, rojena v Sloveniji, živela v Sloveniji in tako naprej. Tako da jaz sem pomislila, morda ima tudi tista klientka neko tako, da je Meira res nekako albanske krvi, oziroma da ima neke albanske prednike in da je bila to neka njihova karma, ki se je potem vlekla iz roda v rod v teh družinskih zadevah in potem pač podzavestno živiš te vzorce ali pa imaš te neke strahove, neke predsodke, ki izvirajo iz teh tvojih prednikov, ne. Morda je kaj v tem kontekstu, ampak v bistvu ne vem, sploh pa mi ni jasno, kaj ima zdaj tle Janez Janša za delati, zakaj je on bil na tistem pogledu od tiste osebe, za katero sem tudi takrat naredila. Kako je vse to povezano? Skratka, ne vem, ful me zanima in jaz sem prepričana, da se bo v prihodnjih vpogledih še marsikaj razkrilo. Bomo videli. Ampak vse to skupaj meni postaja zelo, zelo zabavno in bolj dobro kot kakšna telenovela. Tako da jaz se veselim, zdaj naslednji teden grem v to Stevanovićevo trdnjavo. Imam načrte, ki jih sicer ne rabim, ne. Janez Janša je hotel nekaj prispevati, ampak se je hotel izkazati, ampak v bistvu je ugotovil, da mi ne rabi, da nisem po župi priplavala, ne, se hecam. Zagotovo jim bodo prišli prav, lej. Tako da bomo videli, kaj bo, ko me čakam. In ja, smo na vezi. Za konec pa še Meira Hot, če slučajno to po nekem naključju gledaš, moram ti reči, da jaz sem se v tvojem svetu ful zabavala, meni je bilo ful zabavno ob tvoji energiji.
Sicer jaz nisem preveč levo usmerjena politično, sem bolj desno, pač. Ampak vi kot leva stranka ste mi v bistvu od vseh levih strank edina stranka, ki lahko vsaj malček zaupam. Tudi ti se mi kot političarka zdiš zelo korektna, zelo dobronamerna, pa nasplošno vaši poslanci se mi zdijo vsi full fine, taki simpatični ste vsi, kako pa politično delujete, pa v bistvu nimam dosti kaj pojma, tako da upam, da ne, vas nisem za brez veze pohvalila. Tako da hvala ti, oziroma hvala tvoji energiji, da me je spustila v tvoj svet in da sem doživela to čudovito izkušnjo, da sem podoživela enega najtežjih vpogledov v zgodovini moje kariere. Na to sem res ponosna in ful vesela in ful hvaležna. Tako da hvala tudi, da si organizirala tale sestanek z Janezom Janšo. Jaz mislim, da ni bil mišljen v resničnem svetu, ampak glih to, da sva šla tam in da sem dobila tele načrte. Zelo, zelo zanimivo. Hvala lepa za ogled. Javite se mi v komentarju. Ne pozabite pogledati tistega potovanja, če vas to zanima in se vidimo kmalu. Čau!